Pozdravljeni in dobrodošli na drugem znanstvenem večeru Univerze v Novi Gorici v tem akademskem letu. Danes mi je veliko veselje, da lahko tukaj pri nas pozdravim profesorja dr. Tomaža Prosena. Z njim se že poznava vrsto let, bil je moj profesor na Univerzi v Ljubljani, potem so tudi sodelovali skupaj nekaj časa. Tako da, če se ga včasih tikam, da ne bo čudno izpadlo, se že poznava vrsto let. Če povem nekaj na kratko o njem, diplomiral je leta 1991 iz fizike na Univerzi v Ljubljani, potem je podiplomsko se izpopolnjeval na Centru za uporabno matematiko in teoretično fiziko pri profesorju dr. Marku Robniku v Mariboru. Doktoriral je leta 1995, prav tako iz fizike na Univerzi v Ljubljani. No, potem je bil na postdoktorskem izpopolnjevanju na inštitutu Henri Poincaré v Parizu. Leta 1999 je bil izvoljen v naziv docenta na Univerzi v Ljubljani, no potem je deloval kot gostujoči profesor na različnih koncih sveta, od Cuernavake v Mehiki, v Los Alamosu, Heidelbergu, v Parizu, v Singapurju dostikrat. No, potem leta 2008 pa je bil izvoljen v naziv redni profesor kot zelo mlad, se pravi na povabilo je bil izvoljen. In je seveda prejemnik mnogih nagrad. Začelo se je že z njegovim diplomskim delom, prejel je Prešernovo nagrado, potem je prejel zlati znak Jožefa Štefana za svoje izjemno doktorsko delo, no potem je ISI oziroma Institute for Scientific Information mu je dal nagrado Citation Superstar leta 2000 kot najbolj citiran slovenski znanstvenik pod 30 let starosti. Leta 2005 je prejel tudi Zoisovo nagrado slovensko. Obenem je pa prejel tudi nagrado Humboldtove fundacije, in sicer Beslovo nagrado, ki jo podeljujejo mlajšim znanstvenikom, ki so širše zaznamovali znanost, se pravi na svojem področju in tudi širše. No in za tiste, ki jih zanimajo številke, Tomaž Prosen ima približno 2000 SCI citatov, 120 SCI člankov in njegov H-indeks je 25, komor to kaj pomeni. Se pravi, Tomaž Prosen je prijeten sogovornik in upam, da boste danes uživali v njegovem predavanju in zdaj mu prepuščam besedo. Hvala lepa. Ja, res mi je veselje, da sem dobil povabilo. Hvala še enkrat za tole povabilo, da predavam tukaj. Torej, zdaj mogoče pač predavati o takem področju, kot je fizika oziroma teoretična fizika ali še bolj mogoče matematična fizika pred tako široko javnostjo je mogoče malo zahtevna naloga, pa nisem prepričan, kako dobro jo bom uspel izpolniti, ampak nekako se bom poskušal truditi. Torej, tudi naslov vidite, da je že malo dolg pa kompliciran, ampak bom poskušal stvari poenostaviti pa razložiti. Predvsem pa mogoče ena osrednja beseda, osrednji pojem, ki ga bom poskušal peljati skozi, bo kompleksnost oziroma karakterizacija kompleksnosti v naravi ali pa v fiziki. Z njim povezani pojmi, determinizem, predvsem kompleksnost v determinističnih sistemih, v determinističnem gibanju. Pa seveda rad bi navezal tukaj eno tako svojo osebno znanstveno pot, ki je šla nekako od teorije kaosa pa do teorije kvantne informacije in ta pa povezana z kvantnimi računalniki, ki pa bojo mogoče nekoč še za časa naših življenj zaznamovali torej naš vsakdan. Pač o tem se seveda da debatirati, ampak ideja je zelo zanimiva. Tako da upam, da bom uspel vsaj malo priti do te ideje, pa nekako vsaj okus po tej ideji nekako približno predstaviti. Torej, mogoče se velikokrat že v vsakdanjem življenju se najbrž sprašujete ali pa v kakšnem pogovoru s prijatelji, kaj je pravzaprav zadaj za vsem tem, kar se dogaja v naših življenjih. Ali je to determinizem, ali je to neka usoda, ali je to slučajnost, ali je to, da se nekaj zgodi po naključju. Ampak takole, če človek bolj zares razmišlja potem o teh stvareh, se ponudi tudi ta možnost, da je pa mogoče oboje hkrati. Se pravi, da je to morda čisto irelevantno vprašanje. To se zdi malo paradoksalno, ampak ravno zaradi tega, ker je paradoksalno, je zanimivo. Namreč v tem predavanju bom prav poskušal take paradokse malo demistificirati. Se pravi, kako je to mogoče, da je oboje hkrati? Ja, en odgovor je recimo, ali pa eno področje, kjer je to mogoče, kjer dejansko se to zgodi, da imate hkrati determinizem in slučajnost, je teorija kaosa. In mogoče bi
probal na kratko malo osvetliti, zakaj gre pri tej stvari. Ne. Torej, teorija kaosa je nekaj zelo splošnega, oziroma kaos je pravzaprav pojav, ki je zelo splošen. Ne. In zdaj, če ga probam takole malo zgodovinsko ilustrirati, tam se je začel okrog leta začetek 60-ih, to je en tak razpit primer, ne, tale Lorenzov sistem. Čeprav je treba povedati, seveda, da to smo fiziki pravzaprav začeli, pač so fiziki začeli tam začetek 60-ih, ko so začeli dejansko eksperimentirati z računalniki. Ne. Medtem ko matematikom je bilo pa jasno, da se čudne stvari dogajajo še dosti prej. Ne. Henri Poincaré je že na prehodu z 19. v 20. stoletje pravzaprav predvidel možnost povsem nekako nepredvidljive deterministične dinamike. No, ampak Lorenz je pač počel nekaj pač zelo praktičnega, ne, modeliral je en sistem, torej en model konvekcije, to se pravi, če imate recimo tekočino med dvema ploščama, zgornjo ploščo pa spodnjo ploščo imate, pa spodnjo grejete, se pravi, imate neko temperaturno razliko, ne, potem bo pri zadosti veliki temperaturni razliki prišlo do tvorbe teh konvekcijskih tokov in skaže se, da se tale sistem da opisati zelo nekako popreproščeno, ne, z 3 spremenljivkami, ki jih lahko predstavite v prostoru, nekako v neki projekciji, to tukaj skiciran, če si malo predstavljamo. Ne. In tisto, kar je pravzaprav Lorenz opazil, je, da je pravzaprav vzel 2 začetna pogoja, ki sta tukaj označena z 2 puščicama na začetku. Ne. Te 2 barvi sta pač samo dve orbiti, ki sledita z 2 začetnih pogojev. To sta neki abstraktni orbiti. Ne. Ena točka tukaj predstavlja pač eno stanje tega sistema. Ne moramo zdaj pač preveč v detajle iti, ampak tisto, kar je zanimivo, je, da pač ta stvar, čeprav je tako preprosta, to so samo 3 enačbe za 3 neznanke. Ne. To so nekako 3, pravimo fiziki, diferencialne enačbe. Ampak te stvari, ne, se izkaže, da imajo za dosti kompleksno dinamiko, tako da po nekem dosti kratkem času, ne, pride do tega, ne, da je ena orbita tukaj obtiči, druga orbita pa nekje daleč stran, recimo. Ne. Kljub temu, da se začetne pogoje razlikujeta samo za kakšno, ne vem, 10 tisočinko procenta. Ne. To, če bolj tako nekako probamo karakterizirati, recimo bolj natančno, ne, pogledamo recimo eno od komponent te orbite, ne, recimo komponento Z, se pravi neko vertikalno komponento, pač takole izgleda neko tako precej čudno dinamiko, nepravilno, ampak če pa gledate razliko teh 2 komponent, ne, za 2 orbiti, recimo modro in pa rumeno, ne, vidite, da na začetku je zelo malo razlike, ne, potem pa ta razlika kar potem zelo hitro naraste, ne, do velikih vrednosti. Ne. Se pravi, takemu pojavu, ne, da že v preprostih determinističnih nelinearnih sistemih lahko majhna motnja v začetnih pogojih povzroči velika odstopanja po relativno kratkih časih, temu pravimo občutljiva odvisnost na začetne pogoje oziroma širše Metuljev pojav. In to je nekaj, kar pravzaprav, ne vem, že danes v popularnih medijih o tem govorijo, ne, tako da to je najbrž nekaj, kar ste mrzlo že srečal. Ne. Ampak nekako je to zelo preprosta stvar, pa zelo splošna. Ne. Spravi, važno je tukaj sledeče poudariti, da morajo biti nelinearni sistemi. Ne. So čisto preprosti, lahko deterministični, ampak morajo biti nelinearni. Ne. No, zdaj bom pa naredil, se pravi, ne bom, tole stvar je ena, ki bi jo rad mogoče pa vsem mečkem bolj podrobno predstavil, zakaj pravzaprav gre tukaj. Ne. Ker to je nekaj res, kar lahko človek dejansko razume, ne, če se mečkem poglobi. Ne. Bom naredil en prototip. Ne. En prototip kaosa, ki ga dejansko lahko res razstavimo do prafaktorjev. Ne. Naredimo eno tako preprosto transformacijo, še bolj preprosta, kot tista, ki jo je Lorenz naredil. Ne. Ta transformacija je podobna, kot jo delajo ti kitajski kuharji, ne, ko delajo špagete, vlečejo testo, potem ga pa nazaj prepogibajo, pa spet potegnejo testo, pa ga spet nazaj prepogibajo. Ne. In to morajo seveda delati na tak način, ne, da se pač te riževa moka čim bolj zmeša noter. Ne. In to transformacijo se da zelo preprosto karakterizirati. Ne. Eno tako transformacijo, ki pek naredi, se da tako narediti, ne, rečeš v redu, štartam z nekim recimo enotskim intervalom, ne. To so zdaj recimo, pač tako si zmeraš skalo, da je to recimo so števila med nič in 1. Potem ga raztegneš za faktor 2, potem pa tale pek bo to tako naredil, da bo nazaj prepognil. Ne. Pak mi, ko smo pa malo leni, bomo pa rajš malo poenostavili, pa bomo rekli, v redu, pa vzami nož, tukaj prereži, pa desno polovico postavi na levo. Ne. Tako da si prišel spet nazaj na enotski interval. Potem pa spet raztegni, pa spet postavi, pa spet raztegni, pa spet postavi. Če gledaš 2 sosednji drobca riževe moke, ne, se bosta v eni iteraciji potem takole razmaknila, ne, ker tukaj se bosta s faktorjem 2 napihnila, ne, potem greste pa lepo nazaj. Ne. Sploh kaj se je zgodilo? V eni iteraciji se je za faktor 2 povečala razdalja med njima. To lahko matematično opišemo, ne, se ne bom zelo veliko formul pokazal, ne, ampak kakšno bom pa že, ne, kakšno malenkost. In tukaj je ena taka formula, ne, ki opiše takle proces. Ne, se pravi, če število x označuje zdaj eno izbrano drobec riževe moke, ne, potem v času t plus 1, to je zdaj celo število, ki šteje 1, 2, 3, pač v kateri iteraciji zdaj tale pek tole počne, ne,
pomnoži z 2, ne, potem pa vzami ostanek, tale mod 1 pomeni vzami, poreži vse, kar je šlo čez 1, ne, se pravi vzemi ostanek, kar ostane med 0 in 1, kar je šlo pa čez 1 pa pozabi, ne, se pravi čtaj 1, če je šlo čez. To je dejansko ta procedura, ki je tukaj grafično predstavljena. Ne. In tukaj se lepo vidi, da v vsakem koraku se razdalja poveča za faktor 2. In po teh korakih se poveča za faktor 2 krat 2 krat 2 takrat, ne, se pravi potenca 2 na t. Ne. No in to se da zdaj majčkeno tako predstaviti, ne, da bo pa še bolj jasno, ne, kaj se dogaja. In to se da tako narediti, ne, da se tole število, tole koordinato te našega torej to našo drobec riževe moke, ne, se da predstaviti, torej koordinato x, z števkami v binarnem sistemu. Ne vem, če se spomnite, še v tem osnovni šoli ste se gotovo večinoma morali učiti številskih sistemov, ne, kako se števila predstavijo v različnih sistemih, če ne bi imeli 10 prstov na rokah, ampak samo 2, potem bi števila lahko predstavljali dvojiškem, ne, in izkaže se, da za te potrebe teh bolj teoretičnih analiz je bilo zelo fajn imeti dvojiški sistem. Ne. Se pravi, dejansko, če bi število x zapisalo dvojiškem po decimalno, ne, oziroma po binarno, ne, torej 0 celih, ne, ker je število med 0 in 1 je 0 celih, potem so pa števke b1 polovičk, b2 četrtink, b3 osmink in tako naprej. Ne. Tako ga lahko predstaviš. Ne. In to je potem neko zaporedje bitov. Ne. In to je nekaj podobnega, kar zelo naravno recimo za predstaviti v računalniku, ne, ker je binaren stroj. Se pravi, predstaviš lahko zaporedje s zaporedjem bitov, ne, in tole koordinato tega riževega drobca, ne, lahko predstaviš torej za 0 celih pa zaporedje bitov dviškem. Dobro, se pravi, taki preslikavi, ne, pekovski preslikavi, včasih sem mi rekel tudi žagasta preslikava, ne, ta deluje torej zelo preprosto. Ne. Torej tista preslikava od prej, ne, se pravi, kaj pek počne, torej tole, ne, testo potegne pa ga potem pregane nazaj, to se da torej predstaviti takole kot v tem zapisu, ne, pomnoži z 2, kaj pomeni množiti z 2, ne, pomeni samo premakni vejico za 1. Ne, tukaj, ko mi smo navajeni, ko množimo z 10 števila, ne, premaknemo decimalno vejico. Ne. Če pomnožiš z 2 v dvojiškem, premakneš binarno vejico. Ne, in tisti mod 1 pomeni pozabiš tisti, kar je na levi. Ne. Se pravi, kaj to pomeni zdaj? Ne? V tem zapisu pravzaprav se te binarne števke enostavno samo premikajo naprej po tekočem traku, ne, pa ta prvo stran vržeš. Ne. No in Metuljev efekt v tej prezentaciji je povsem demistificiran. Ne. 2 začetna pogoja, recimo, ker se razlikujeta na 20 decimalki, recimo to je za manj milijoninko, 2 na -20, se torej, ko se razlikujeta za milijoninko, ne, se po 20 binarni števki razlikujeta povsem, ne, se pravi že v prvi števki. Ne. Se pravi takole, ne, za primer. Ne. Torej imamo recimo 2 pogoja začetna, ne, ki sta povsem enaka, identična na prvih 20 števk, ta 21 je pa različna. Ne. Pa naredite 20 iteracij, ne, se pravi 20krat premaknete za eno v desno piko, ne, pridete na 0,0 pa nekaj, ne, tukaj pa 0,1 pa nekaj. Ne. To, da ste 0,0 pa nekaj, pomeni, da ste na levem intervalu glede na polovičko, ne. Če ste pa 0,1, ste pa na desnem, ne, se pravi, ste čisto na drugem koncu prostora. Ne. Pa dejansko ste prišli, ne, v to občutljivo odvisnost od začetnih pogojev na najboljši možen način. Ne. Ne, in to še drugače lahko razumemo. To lahko razumemo tudi v smislu teorije informacije. Ne. Se pravi, kaj pravimo? Pravimo, da pravzaprav kaos lahko tole definiramo ali pa pekovsko transformacijo prav posebej, ne, da v eni iteraciji ustvari en bit informacije. Ne. Ta bit informacije je prišel tam daleč iz začetnega pogoja. V principu bi morali začetni pogoj poznati, ne, na poljubno število decimalk ali pa poljubno število števk binarnih. Ne. Ampak seveda tiste števke tam daleč stran so vedno manj in manj pomembne, ne, ampak kaotična transformacija jih pa prelaga v vedno bolj pomembna mesta. Ne. Kaj torej pravimo, da kaos počne? Kaos ustvarja informacijo, ne, ker prelaga manj pomembne števke na bolj pomembna mesta. Ne. In tale pekovska transformacija v eni iteraciji premakne za en bit. Ne. Se pravi, naredi v bistvu en bit informacije. In to je natanko tako, kot se zgodi, ko mečemo pošten kovanec. Se pravi, ko mečemo pošten kovanec, pa če razumemo, da je ta proces slučajen, če verjamemo, da je ta proces slučajen, se pravi, da se dejansko to zgodi čisto slučajno, ne, potem je to nekako ekvivalentno. Ne, se pravi, na ta način, ne vem, se nekako za moj okus nekako zdi najbolj, nekako smo pokazali, ne, da je deterministična dinamika povsem ekvivalentna in slučajnemu procesu. Ne. Matematiki ne pravzaprav uporabljajo iste procese, iste postopke, ne, za opis verjetnostnih procesov, ne, temu pravijo pol Bernoullijev proces, take zadeve. Ne. In te stvari sta na tem v bistvu formalnem nivoju, ne, sta povsem ekvivalentne. Ne. Se pravi, dve zelo konceptualno različni stvari postanete v matematičnem opisu povsem ekvivalentne. Ne. To je tudi tisto, kar sem hotel pojasniti. Ne. To je paradoks. Determinizem je enak slučajnost. Ne.
No, ampak dobro, zdaj še nekaj, kar se pravzaprav tukaj pojavlja, recimo kot zanimivost, je, kako se kaos še bolj nekako kompaktno definira, je pa skozi kompleksnost oziroma skozi mero, ki karakterizira kompleksnost, to je algoritmična kompleksnost. To je spet nekaj, kar je morda zanimivo za nas, ker smo navajeni zdaj te informacijske družbe, v kateri živimo. Vsi se spopadamo s temi problemi, kako karakterizirati kompleksnost. Prijatelj nam posod en film na računalniškem mediju, tisti film je treba spraviti na čim manjši prostor, tisti film ima veliko informacije, vprašanje je, na koliko velik prostor ga lahko spravimo, in izkaže se, da najboljši način kompresije je, če si lahko zmislimo nek program, postopek, ki to stvar reproducira. Spravi, tako so definirali pravzaprav kompleksnost, kot dolžino najkrajšega programa v bitih oziroma formalnega napotka, ki konstruira A. Zdaj vprašanje je, kako tak napotek poiskati, ali sploh obstaja, sploh obstaja postopek, kako tak napotek poiskati. Ampak obstajajo pa dobre aproksimacije, to so razni programi, WinZip, gzip in tako naprej, ki jih uporabljate vsak dan. To so v bistvu postopki, so v bistvu algoritmi, ki iz danega A-ja, recimo vašega, filma, naredijo karkoli že, to so zdaj že pač ti protokoli, ki so del standardov, ampak včasih je bilo to seveda, ampak še vedno je recimo zanimiv, čisto teoretičen problem. Recimo primer je en tak postopek, oziroma en tak podatek, recimo same enice, tega je zelo enostavno konstruirati, rečemo samo 50krat ponovi eno. Če imamo pa en tak zelo čuden postopek, zelo čuden podatek, ki bi ga lahko razumeli kot recimo nekaj, kar sproducira kaotičen proces, potem pa morda ni boljšega postopka, kot reči, zrecitiraj A. Recimo, da tukaj ni nobene možne kompresije, potem je edini možen postopek ponoviti A, se pravi, zrecitiraj A, ampak tukaj treba A navesti dobesedno. Se pravi, tak program ni nič krajši kot pa string oziroma sekvenca oziroma podatek sam. No in na ta način pravzaprav smo definirali oziroma so definirali kaos na najbolj univerzalen način, to je najbolj univerzalna definicija kaosa, gre skozi tole algoritmično kompleksnost in prav, da je orbita nekega sistema. Ta sistem je zdaj lahko determinističen, lahko je slučajen proces, karkoli, ampak če imamo v mislih deterministične procese, lahko definiramo njihovo kaotičnost takole, da rečemo, da je orbita neke dolžine t kaotična tedaj, ko je njena algoritmična kompleksnost sorazmerna s t. Se pravi, če povzamemo eno dolgo orbito, se spomnite one orbite od Lorencovega sistema ali pa od Pekovske preslikave, če ima ta orbita dolžino t, in pogledamo zdaj, kako se jo da skompresirati, koliko je zdaj dolg postopek, ki jo reproducira, mora ta postopek še vedno rasti s t, in sicer linearno, se pravi, daljši, ko je t, daljši postopek mora biti. Se pravi, mora biti sorazmeren s t. Recimo, da je neka konstanta tukaj, in ta konstanta mora biti večja od nič. Konstanti pravimo tudi nekako kompleksnost oziroma dinamična entropija, recimo v tem konkretnem primeru. In to lahko povemo tako z besedami, rečemo, kaotični sistem je svoj pravzaprav edini in najboljši simulator. Ne obstaja drugega sistema, kot pa sam sistem, ki bi ga bil sposoben simulirati. Vsi drugi sistemi so nekako njemu ekvivalentni. Ali pa še drugače. V kaotični orbiti dolžine t je natanko toliko slučajnosti, kot v kakrat te metih kovanca. Spet smo prišli nazaj na slučajnost. Prej toliko klasični fiziki. To pa, tisto, kar pa prav mene raziskovalno vedno zanimalo, pa kar še vedno veliko raziskovalcev zanima, je pa kaj pa s kaosom v kvantni fiziki. Oziroma, kaj pravzaprav, zdaj smo pač premaknili malo na čist drug pol, smo živeli v klasičnem svetu, tisto, kar so pravzaprav zakone gibanja so poznali že pred 300 in več leti, ampak se pa premikamo v fiziko 20. stoletja, kvantno fiziko, ki pa še vedno zelo mistična, še vedno je zelo nepredstavljiva, zato bi mogoče porabil kakšnih 10 minut, da bom razložil sploh, kaj je kvantna fizika in kaj je slučajnostjo in kompleksnostjo v kvantni fiziki. Slučajnost spet vstopa v kvantno fiziko zelo naravno. V klasično morda malo manj in smo se morali malo potruditi, v kvantno fiziko pa stopa slučajnost že skozi njeno interpretacijo. Tako da tukaj slučajnostjo nimamo toliko težav, mogoče več z definicijo kompleksnosti. Ja, in pa kaj pa je v kvantni fiziki ali kaj takega mogočega, kar v klasični ni. Kvantna fizika je pravzaprav zelo neintuitivna in to je tisto, kar jo dela morda še vedno zanimivo, kljub temu, da je že dobrih 80 let stara. Še vedno se določenih zelo osnovnih reči naučimo vsako leto v kvantni fiziki. In mogoče se splača poudariti te tri glavne lastnosti kvantne fizike, ki jo naredijo najbolj mogoče nepredstavljivo. In sicer ena je, da v kvantni fiziki se stvari nahajajo lahko v več klasičnih stanjih hkrati. Imamo tako imenovane superpozicije.
superpozicije različnih stanj in celo možnosti interferenčnih pojavov med njimi. Ne. Se pravi, tale telefon ni nujno samo tukaj v tem stanju, ne. Lahko je tudi v tem stanju, pa v tem stanju, ne. V kvantni mehaniki pa lahko v teh treh stanjih hkrati. Ne. Se pravi, lahko v neki kombinaciji teh stanj, tako kot tale smučar, recimo, ki lahko prismuča hkrati po levi in desni strani smreke. In s tem v kvantni mehaniki ni bilo nič narobe, ne. Ni treba, da se mu karkoli zgodi. To je ena stvar, ne, ampak ta stvar se sama po sebi, čeprav se zdi absurdna, ne, še ni tako zelo absurdna kot pa naslednja stvar. Ne. Ta je možna tudi z določenimi drugimi stvarmi, recimo, ki jih imamo že v klasični fiziki, kot so valovi. Ne. Ampak še bolj absurdna zadeva je pa prepletenost sestavljenih kvantnih stanj. Angleško jim rečemo te lastnosti entanglement. In ta lastnost entanglement oziroma prepletenost omogoča še eno bolj absurdno, pa primerljivo, intuitivno absurden pojav je tako imenovana kvantna teleportacija. Ne. Sprav nekak prenos kvantne informacije na velike razdalje s pomočjo te prepletenosti, ki dejansko pomeni, kot pravimo še drugače, nelokalnost. Ne. Ali pa Einstein je temu rekel spooky action at a distance. Ne. In za nalašč se je tak izraz spomnil, ker tega ni maral, ne, ker je rekel, to pa že ne obstaja. Ne. Ampak to je dejansko nekaj, kar danes v laboratorijih merijo, ne, in pišejo članke o tem. Pa tretja stvar, ne, ki pa mogoče še najbolj čudna, ne, in je še vedno ni nekako čisto enotnega mnenja niti v znanstveni sredini o tem, kaj pravzaprav pomeni oziroma kako je treba interpretirati, je pa pojem kvantnega merjenja in kolaps valovne funkcije. Namreč takrat, ko odpreš škatlo in pogledaš, katero stanje imaš, ne, takrat se pa nekaj zgodi. Ne. Takrat se pa kvantno stanje odloči, da bo padlo od enega od klasičnih stanj. Ne. Takrat pa ni več koherentne superpozicije. Ne. Tako izgleda, kot da takrat pa kvantni svet izgine, ne, ampak v resnici ni izginil, ne, v resnici je samo nekaj zgodilo, ne, zdaj vprašanje, kako to pravilno interpretirati, ampak da interpretacija ni nič odvisno. Ne. Skratka, s kvantno mehaniko znamo računati in kvantno merjenje in kolaps valovne funkcije sta dejstvo. Ja, no, to je recimo en tak primer, ki ste ga nekateri mogoče že kdaj videli, ne, ampak vseeno je zelo tak zgodovinsko razvpit je primer te Schrödingerjeve mačke, ne, recimo en tak miselni poskus. V začetku kvantne mehanike so radi delali miselne poskuse, pa so se izmislili take bolj nazorne primere. Ne. Danes delajo take poskuse v laboratoriju, ne, zato jim ni treba seveda, ali pa rajš ne uporabljajo mačk, ne, ampak kakšne bolj pač nežive stvari, atome posamezne, ali pa stanja atomska, ali pa kolektivna stanja atomov. Ampak kakorkoli, ne, zdaj, da bomo bolj razumeli, si lahko predstavljamo, da bomo zaprti škatli mačko, ne. Mačka je, potem imamo tukaj en radioaktivni izotop, ki je tudi zaprt v škatli, se pravi, za katerega od zunaj ne vemo. Vemo samo to, da ta radioaktivni izotop recimo razpada tako, da v eni uri povprečju razpade en atom. Ta razpad recimo zaznamo z Geigerjevim števcem, ne, ki potem sproži kladivo, ki stisne ampulo s trupom, ne. In v eni uri recimo torej v povprečju ali pa z verjetnostjo 1/2 bi tale mačka poginila. Ne. Ampak seveda, ker ne vemo, ali je ta Geigerjev števc sprožil kladivo ali ne, če mi torej o tej mački, to mačko poskušamo opisati, ne, brez sklopitve za kakšnokoli okolico, se pravi zaprti škatli, potem nam kvantna mehanika pravi, da je ta mačka pravzaprav v superpoziciji stanj živa in mrtva. Ne. In to je dejansko nekaj, kar je različno od tega, da rečemo, da je z verjetnostjo 50% živa in 50% mrtva. Ne. To je nekaj, kar je možno eksperimentalno ločiti od verjetnostnega stanja 50% živ, 50% mrtev. Ne. To je superpozicija. Ne. S tem, namreč, zakaj je to različno? Ne? Zato, ker se s tem da delati interferenčne poskuse. In ja, zdaj, da bom malo pojasnil, ne, kaj pomenijo interferenčni poskusi v kvantni fiziki, bom pa vpeljal še en prototip kaosa, ne, ker ta stvar je spet nekaj, kar je povezana s področjem, o katerem sem prej govoril. Ne. En od teh prototipov kaosa so tudi biljardni sistemi. Ne. Biljardni sistemi so zelo preprosti, ne, ker predstavljajo prosto gibanje ene točkaste mase, ene biljardne krogle, ne, ki se odbija od sten, recimo neke biljardne mize. Zdaj, če so te stene malo bolj zanimive, kot pa v tistem klasičnem biljardu, recimo, da so takole ukrivljene, ne, potem take navznotraj ukrivljene stene pomenijo, da se bosta dva žarka, ki sta na začetku vzporedna, se bosta začela razhajati. Ne, zaradi tega mehanizma, kot je tukaj ilustriran. Dva žarka, ki gresta ali pa pod malo različnim kotom, ne, se bo ta kot povečal. Ne. Spravi, lahko si hitro predstavljamo, da pride do eksponentne občutljivosti na začetne pogoje. Dva bližnja žarka, ne, tukaj sta na razdalji 10⁻⁷, 10 milijonink narazen, ne, se bosta po, ne vem, 10 trkih že povsem razlikovala. Ne. Tukaj je ena črtkana, ena pa polna črta. No, in v kvantni fiziki, če se prestavimo v kvantno fiziko, v kvantni fiziki opiše gibanje tazga delca, ne, ki je v bistvu nekako podobno, kot je gibanje žarka v smislu neke geometrijske optike tudi, ne,
To je tako, kot bi imeli recimo žarkovje med zrcali, ne. Ampak v kvantni fiziki to opiše pa Schrödingerjeva enačba in če se vrnemo nazaj na analogijo z optiko, ima zelo podobne lastnosti kot valovna enačba, ne. Se pravi, enačba, ki opisuje valovanje delcev, se pravi stanje delcev, ki so pa nekako koherentna superpozicija, ne, snovi tukaj notri v biljardu, to je nekako neke vrste valovna enačba, ne. Se pravi, delci so kot valovanje, ne, v tem smislu, ne. No, tukaj je ena taka izgled, ene take simulacije, tako kvantne korale, ki je v bistvu nekak model kvantnega biljarda, ne. To je malo drugačne oblike, tale biljard ima zdaj obliko štadiona, ampak tukaj noter je pa model, kako bi izgledala valovna funkcija, ne, ena možna valovna funkcija tukaj noter, ne. Izgleda zelo podobno, kot pa si predstavljamo valovanje vode recimo v enem takem bazenčku, ne. Se pravi, gre za dejansko nekaj, kar je povezano z valovno enačbo, ne. No, da bi to malo bolj ilustrirali, ne, oziroma povezali morda z možnim kaosom, ne, smo naredili pred 5 leti en tak bolj ilustrativen eksperiment, ne. Probali smo nekako pokazati, da kaos zna tudi vplivati, ne, na interferenco med kvantnimi delci, kvantnih delcev samih seboj, ne. In smo pogledali recimo, kako bi izgledalo, če bi zdaj probali te kvantne delce spustiti skozi dve taki reži, ne. Ne režak, pa če mogoče ste kdaj videli interferenčne poskuse, ne. Če greste skozi dve reži, ne, spustiti valovanje, bo ta valovanje na drugi strani naredil take interferenčne proge, ne. In sicer, če bo šlo v ta pravi smeri, boste dol maksimum, ne, ker se boste te dve valovanji, ki greste skozi te dve lukenci, sešteli, ne. Če boste šli malo stran, bo dol minimum, ne, ker se boste odšteli valovanji, ki bo nek hribček, nek vodolinca in tako naprej. No, in če naredite tak poskus z Schrödingerjevo enačbo, se pravi s kvantnimi delci, boste dobili nekaj zelo podobnega, ne. Tukaj smo naredili dejansko numeričen eksperiment. Vzeli smo eno tako začetno stanje, ki gre na kaka žogca, ne, se pravi, delci malo razmazan, en tak val, ki ga pošljete proti reži. Pa smo vse skupaj zaprli v en tak biljard, ne, biljardno mizo, pa majhne lukence so, tako da je v bistvu stvar dolg časa dela ping-pong, ne, od sten posode oziroma tega biljarda, potem pa enkrat pa počasi pronica skozi, ne, in skozi toliko časa se zdi to pronicanje pač interferenčno naklada na zaslonu, ne. Na zaslonu potem pa merimo verjetnost, ne, da pride delc na neko mesto X, ne. No, in zdaj, če imamo tukaj regularen biljard, ne, potem si hitro predstavljamo, ne, tukaj so nekako taki trki, so zelo sistematični, ne, se pač točno lahko predstavljamo, kaj se lahko dogaja s to orbito, ne, tam ima samo določene kote, ki so možni, ne, in ti to povzroči, ne, da se skupaj zelo regularno zgleda, se pravi, imamo torej tak interferenčen diagram, ki bi ga pričakovali mogoče tudi, če ne bi imeli te ograde tukaj okrog, ne. Če pa ta ograda taka, da je ena od sten noter zakrivljena, potem pa pride do kaotične žarkovne dinamike. Se pravi, to je kaotičen biljard, ta desni, in ta povzroči pa to, ne, da se pa ta paket, ne, ta začetni delc, ne, ki se zdaj lahko lepo odbija od sten ograde, ne, potem pa še malo skozi pronica, ne, ta se pač giblje kaotično, ne, in zato, ko se giblje kaotično, se nekako tako, bi rekel, destruktivno sam s sabo interferira, ne. Se pravi, toliko časa, ne, ta kaotična dinamika povzroči to, ne, da te interference izginejo, ne. Torej, ko se pač te interferenčne proge nakladajo eno na drugo, ne, s časom te interference izginejo in dobimo rezultat tega interferenčnega poskusa, ki je podoben, kot pa bi bil, če bi imeli klasične delce. Ker če ne bi imeli valovanja, ampak bi imeli klasične delce, ki z neko verjetnostjo včasih letijo skozi eno ali pa skozi drugo luknjico, ne. No, in tako nekako ideja je bila pač, da smo nekako videli, ne, kako kaos deluje, ne, in kaos morda lahko deluje tudi kot en tak sovražnik kvantne fizike, ne, da poruši kvantne pojave, ne, v tem smislu poruši superpozicijo, ne, poruši kvantno koherenco, ne. Ja, ampak to treba seveda zdaj bolj natančno razložiti, ne, ampak tega seveda ne bomo tu naredili. Samo za ilustracijo še pokažemo, kako zdaj recimo valovna funkcija, kako zdaj v nekem trenutku verjetnost, da najdemo delec, recimo elektronček ali karkoli že, biljardno kroglico, ne, biljardno žogico, na nekem mestu v biljardu, ne, v regularnem pa v kaotičnem primeru, ne. To je znotraj biljarda, to je pa tisto, kar ven šprica, ne. Ven pa šprica neki verjetnostni tok, ne, ki se potem tukaj nabira na zaslonu, ne, in vidite, da tukaj imate jasne interferenčne proge, ne. Tudi v kaotičnem primeru imate interferenčne proge, ne, samo te se s časom premikajo sem pa tja in potem izmijejo na koncu interferenco, ne. Še kaj zdaj primerjavo, ne. No, ljudje so pol veliko študirali, ne, strukturo valovnih funkcij, ne, v kaotičnih in v regularnih biljardih in v tem je kar precej znanega, ne. Te stvari so karakteristične za kaotične sisteme in jih včasih imenujejo kvantne signature kaosa, ne. Ampak o tem seveda bi bilo treba čisto posebne predavanje govoriti, ne.
Ampak gremo zdaj naprej, ne? Gremo zdaj naprej, pa poskušamo iti še malo naprej, pa pogledamo, kaj pa še z drugimi absurdnimi ali pa neintuitivnimi lastnostmi kvantne mehanike, ne? Kaj pa, če poskušamo kvantne sisteme skupaj sestavljati, ne? Tisto pravzaprav bo postalo zares zanimivo, ne? Ko bomo poskušali razmišljati o bolj kompliciranih kvantnih napravah, kot so te hipotetični kvantni računalniki, ki sem jih prej omenil, ne? Najprej se moramo nekako vprašati, ne, kako sestavljamo kvantne sisteme skupaj, ne? Recimo, da bi imeli zdaj v škatli dve mački, ne? Te dve mački, če bi bili zaprti, ne, če bi bili izolirani od okolice, ne bi bili lahko zdaj recimo te škatli bi bili lahko predeljeni na dva dela z neko steno, ne, tako da nista nujno obe mački hkrati zastrupljeni, ne. Potem bi bili lahko te dve mački, ne, če bi bili škatli izolirani, ne, v štirih možnih stanjih, ne. Živa, 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 mrtva, mrtva, živa, mrtva, mrtva, ne. Se pravi, so kar naenkrat 4 stanja, ne. Pa ne samo to, seveda, ne, to so 4 možna klasična stanja, ne. Superpozicija je pa potem takšen vektor, ki pravimo, ne, 4-dimenzionalni vektor, ki ima 4 komponente, ne. To je tako kot dejansko vektorji 4-dimenzionalnega prostora, ne, se pravi, so 4 komponente, pa še več kot to, ne, to je Hilbertov prostor. Ne, seveda ne moramo iti v matematiko, ampak to pomeni, da te koeficiente tukaj sprejeli, ne, alfa, beta, gamma in delta so kompleksna števila. Ne realna, ampak so kompleksna števila, ne. In to je spet nekaj, kar je pravzaprav mogoče čisto filozofskega stališča zanimivo, ne, saj tako nekako, kot je meni znano, ne, je to prvi primer v naravoslovju, ne, ko so dejansko kompleksna števila vstopila v opis narave, ne, tako neobhodno, ne, nekako se ne da brez njih živeti, ne. Prej so seveda kompleksna števila veliko uporabljali, tudi inženirji in tako naprej, ampak seveda so bilo to neko matematično pomagalo, ki ni imelo nobene fizikalne, ničesar ni ponazarjalo realnega v naravoslovju, ne. Medtem ko v kvantni mehaniki kompleksna števila dejansko imajo tako rekoč so realni objekt, ne. Niso več imaginarna, ampak so dejansko realna, ne. Bi lahko rekel, ne. No in mimogrede, ne, zdaj, če imamo torej tole našo valovno funkcijo, ki je koherentna superpozicija, ampak zdaj pa, če pogledamo v škatlo, ne, tisti hip, ko pogledamo v škatlo, se mora seveda odločiti, ne, zdaj je to stanje, da bo šlo v eno od teh 4, ne, klasičnih stanj. In tale koeficient tukaj spredje, recimo alfa, ne, ima to lastnost, ne, da je absolutna vrednost, ker je to kompleksno število, morate vzeti absolutno vrednost na kvadrat, je dejansko pa verjetnost, ne, da bomo opazili obe mački živi, recimo, ne. Ja. No in zdaj gremo pa lahko naprej, ne, zdaj pa lahko naredimo nekaj, čemu rečejo potem kvantni biti ali pa kubiti, ne. Zdaj bi radi zgradili nek sistem, ki ima pa veliko sestavnih delov, ne, v katerega bi lahko radi zapisali informacijo, ne. In tukaj ponovadi ljudje postopamo po analogiji z klasično teorijo informacije in klasičnim kodiranjem informacije, ne. Najrajši imamo seveda binaren sistem spet, ne. Zato izberemo kvantne sisteme, ki so lahko v dveh stanjih, recimo atome, ki so v osnovnem pa v vzbojenem stanju. In te atome lahko, ali pa te kvantne sisteme lahko spravimo potem v superpozicijo. Če jih je n različnih med njimi, ne, potem je ta superpozicija lahko, prej je bilo 4, ko sta bila 2, ne, zdaj, ko jih je n, jih pa 2 na n neodvisnih teh mnogodelčnih stanj, ne. Se pravi, zdaj kvantna superpozicija je lahko kar naenkrat zelo velika, zelo bogata, ne. Imate vse možne klasične kode, ne, pa vse njihove kombinacije, ne. Se pravi, Hilbertov prostor postane zares velik, ne, in je v njega mogoče veliko spraviti. In kaj pa kvantna mehanika počne, oziroma Schrödingerjeva enačba, ta pa generira en naraven linearen postopek, ki transformira stanje psi v neko drugo stanje, ne, po nekem času, ne. Zdaj pa treba samo se če se lahko v nekem danem modelu ali pa v nekem danem kontekstu, če se lahko igramo s tem, da bi modelirali ali pa načrtovali, kaj počne, ne, potem imamo možnost manipulirati s tem stanjem, ne. In ne samo za eno od teh kombinacij bitev, ne, ampak dejansko z vsemi njihovimi kombinacijami hkrati, ne. In to je tisto, kar je fasciniralo že Feynmana, da je predlagal, da bi kaj takega lahko uporabili za univerzalno procesiranje kvantne informacije, ki bi bilo pa res neprimerno hitrejše od klasičnega, ne. In on je bil pravzaprav tisti, ne, to je bil znan fizik 20. stoletja, ne, ki je veliko zanimivih stvari naredil, ne, in ena od njegovih zelo vplivnih idej je bila tudi predlog, da bi pravzaprav lahko raziskovali kvantne računalnike, ne. No in današnji seveda te naprave dejansko že obstajajo v različnih laboratorijih, ampak so zelo primitivne in ne počnejo zaenkrat še zares nič uporabnega, ne. Dejansko zaenkrat dokazujejo samo osnovne principe, da se kaj takega da delati, ne. Se pravi, da se da nekako na univerzalen način, se pravi splošno unitarno linearno transformacijo nad temi kubiti
početi. Ne. No in nekaj recimo, kar je mogoče najbolj obetavno. Zaenkrat niti ni jasno, katera je glavna najbolj obetavna ideja, najbolj obetavna tehnologija, v kateri smeri bo šlo. Ne. Ampak ena od najbolj obetavnih tehnologij je recimo ta tehnologija tako imenovanih ionskih pasti. Pravi, tukaj posamezne ione, posamezne atome, ki so električno nabiti, ki jim kakšen elektron manjka, recimo, ne, zaprejo v neko elektromagnetno past, pa še med sabo seveda se električno odbijajo, ne, se pravi, so radi malo narazen, ne, in se pa torej uredijo tako verižico. Ne. Potem pa z dobro umerjenimi in dobro premišljenimi curki, torej pulzi laserskimi, ne, potem manipulirajo z njihovimi stanji kvantnimi, ne, se pravi, jih vzbujajo oziroma jih sklapljajo z nihajnimi načini in tako naprej. Ne. Skratka, nekako obstajajo dobro zamišljene ideje, kako narediti čisto splošne protokole, ki bodo sposobni konstruirati poljubno tole črno škatlico U, ne, ki naredi nek postopek. In to je tisto, kar bi radi. Ne. No, ena druga ideja, ki je tudi zelo perspektivna, je pa tako imenovana tale optične rešetke, ne, z navzkrižnimi laserskimi polji naredijo recimo lahko dvo- ali pa trodimenzionalne optične kristale, torej področje, kjer imate stoječe valovanje svetlobe in tam lahko ujamete potem pa nevtralne atome, ne, in jih zelo hladite, se pravi, da lahko zelo dobro poveste, v katerem stanju so potem in potem spet z drugimi laserskimi pulzi pa potem pa manipulirate z njihovimi stanji. Ne. Skratka, obstajajo tehnologije danes, ki omogočajo razvoj kvantnega računalnika, ampak na žalost seveda obstaja en velik praktičen problem, to je dekoherenca, s katerim se pač raziskovalci, eksperimentalci v laboratorijih zelo borijo, ampak na žalost ta problem obstaja. Ne. Spravi, to je vse lepo in prav, ne, če bi ti sistemi bili izolirani, če ne bi nihče v škatlo gledal. Ne. Ampak na žalost mi hočemo v škatlo gledati. In spravi, dejansko ti modeli pač morajo biti sklopljeni še s kakšnimi drugimi prostorskimi stopnjami, ne, z aparatom, ki bo na koncu pomeril, ne, kaj pa zdaj, v katerem stanju pa je en kubit. In tisti procesi povzročajo dekoherenco, ne, in dekoherenca je pa nekaj pač, kar pa poruši pač kvantno koherenco, ne, in poruši pač idejo kvantnega računanja. Ne. Seveda vprašanje, zdaj to je praktičen problem, ne, ta problem se da odpraviti, ampak seveda je pa zelo zahteven, ne, tako da zaenkrat to pomeni, ne, da koherenca zaenkrat predstavlja objektivno težavo, ne, zaradi katere ne moramo iti dlje kot pa z manipulacijo nekaj, recimo 3, 4, 5, 6, 7 kubitov naenkrat, ne. To je zaenkrat zelo primitiven kvantni računalnik, ki ima 7 bitov, ne. No, ampak na teh računalnikih bi radi izvajali kvantne postopke, ne, se pravi kvantne algoritme. Se pravi, kaj pa je zdaj to, ne, se pravi, radi bi nekaj izračunali, radi bi imeli, ne vem, kvantni urejevalnik besedil ali pa ne vem kaj, ne, radi bi imeli programe, ki ne vem kaj zanimivega počnejo, kvantne igrice se bi šli radi, ne. Skratka, vprašanje je zdaj, kako eno splošno operacijo reducirati na zaporedje nekega univerzalnega seta, se pravi, kako narediti kvantni program, kako zdaj kvantni računalnik pač sprogramirati, ne, se pravi, ideja je v tem, da se torej definira neko univerzalno zaporedje teh črnih operacij U, ne, ki delujejo hkrati samo na posameznem kubitu ali pa na paru kubitov, ne. Sploh nekaj takega kot kvantno vezje, ne, saj to zdaj ne bi šli naprej, ampak tisti, ki se pač kakšno elektroniko spoznajo, najbrž že vejo, kako to gre, ne. Skratka, treba narediti eno tako kvantno vezje, ne, ki bo neko splošen U prestavljal na produkt takih elementarnih, ne. Na žalost tudi tle nimamo zelo veliko rezultatov še za pokazati. Sta pa dva, ki sta zelo impresivna pa zelo znamenita, ne. Dva kvantna algoritma sta, ne, torej dva postopka sta, ki dokazljivo, ne, nekako delujeta bistveno hitreje kot pa najboljši znani klasični postopki. Se pravi, na teh dveh problemih je kvantni računalnik ne samo hitrejši, ampak bistveno hitrejši od klasičnih, ne. Bi bil, če bi imel seveda zadosti veliko število kubitov, ki jih pa zaenkrat še nima, ampak ideja je v principu zelo dobra, ne. En od teh je ta Shorov algoritem, ne, to je algoritem za faktorizacijo celega števila, ne. Recimo, da imate vi veliko število, pa bi ga radi faktorizirali na prafaktorje, ne. Vemo, da je množenje zelo enostavna operacija, množiti znamo zelo hitro, ne. Če imamo dve veliki števili, ki imata vsako po recimo 10 ali pa 100 števk, ne, potem je množenje operacija, ki potrebuje samo 100 na kvadrat, se pravi polinomsko število pravijo računalničarji, ne, operacij, ne. Množenje je enostavno, ampak veliko težja operacija je pa faktorizacija. Če imamo veliko število, 10.000 mest, ne, pa ga hočemo razbiti nazaj, torej pa hočemo preveriti, če je to morda produkt dveh števil vsako po 100 mest, ne. To pa seveda ne znamo učinkovito narediti. In obstajajo klasično, torej algoritmi za obstoječe računalnike, ki so zelo zahtevni, ne, potrebujejo eksponentno število
Torej, logaritem iz nič, eno število je približno število mest, ki ga imamo. Ne. To je približno eksponentno v številu mest, ne. Oziroma v tretjem korenu števila mest, ampak tisti tretji koren nič kaj dosti ne pomaga. Medtem ko kvantni računalnik bi to naredil v polinomskem številu operacij, samo v logaritem iz n, ne, se pravi samo v številu mest na tretjo potenco. Ne. Dobro, sedaj ne vemo, zakaj pravzaprav bi tako zelo bilo zanimivo števila faktorizirati. No, to vejo tisti, ki radi skrivna sporočila prenašajo. Ne. Skaže se, da s kriptografijo to je en bistvenih elementov. Ne. Tako da razumljivo je, da te stvari predvsem začele zanimati ameriško vojsko, recimo. Ne. In to je tudi razlog, zakaj pravzaprav kvantno računalništvo dobilo kar veliko denarja pred 10-15 leti, ne. Ker je bilo pač to ideja, ki je pravzaprav zelo obetavno dišala. Ne. Druga ideja, drugi algoritem, ki je tudi zanimiv, ne, je Grover algoritem, ne, za iskanje v neurejenem seznamu reči. Ne. Recimo, da bi radi poiskali številko v telefonskem imeniku, pa imenik nič sortiran, ali pa sortiranje po priimkih naročnikov, ne pa po številkah. Ne. Radi bi se prepričali, a ta številka obstaja, ne, pa nimate neke elektronske baze, ampak nimate nič urejene baze, imate čisto neurejeno bazo. Ne. Koliko operacije boste potrebovali, ne? Seveda najboljši klasični postopek, ne? Če ni nič urejeno, ne? Potrebuje v povprečju n polovic preverjanj. Ne? Vsakega morate preverjati, pa vrš stran, ne? Če ni prav. Ne? Izkaže se, da kvantna fizika onemogoča postopek, ne? Ki je bistveno hitrejši, ki potrebuje samo kvadratni koren iz n operacij. Ne? Recimo, če n milijon, pomeni, da potrebujete samo 1000, ne pa milijon preverjanj. Ne? Torej za faktor 1000 hitreje kot pa klasični algoritem. Ne? No in ta stvar pa zna biti zelo uporabna. Ne? Torej, iskanje v neurejenem seznamu se pravzaprav da zelo na široko uporabljati. Pravzaprav se da reševanje težkih problemov se da formulirati večkrat kot iskanje v neurejenem seznamu. Ne? Probate preveriti vse rešitve. Ne? Če je problem težek, poskušate. Ne? In probate poskušati čez ves prostor rešitev. Ne? In kvantna mehanika vam omogoča, da to poskušanje izvedete bistveno hitreje. Tako da to je nekaj, kar je pa zelo zanimivo. Ne? Ja, in zdaj se morda lahko vprašamo, ne? Zakaj pa bi kvantni računalnik deloval hitreje od klasičnega. Ne? No, eno stvar smo že videli, ne, ker zna izkoristiti kvantni paralelizem. Lahko računa hkrati superpozicijo vseh 2 na n stanj tega kvantnega registra. Ne. No, ampak zakaj pravzaprav to, da je dejansko dobro, ne, zakaj pravzaprav to tako zanimivo, ne, to pa zato, ne, ker zna izkoristiti kvantno prepletenost. Ne. Zdaj mogoče sam za konc, ne bi mogoče še na hitro povedal, kaj pa kvantna prepletenost. Ne? Kvantna prepletenost je pravzaprav tisto, kar naredi kvantno mehaniko zares neintuitivno, ne lokalno. Ne? Izvor ima v tem klasičnem članku iz leta 1935 Einsteina in sodelavcev, ne? Kjer so pravzaprav hoteli dokazati, da kvantna mehanika ni smiselna. V tem članku in ideja tega članka je bila prav pokazati, da kvantna mehanika ni filozofsko dopustna. Ne? Potem se je pa izkazalo, da so imeli čisto prav, mislim, formalno so imeli čisto prav, ampak da kvantna mehanika dejansko dopušča take stvari, ne? Kot je Einstein rekel, spooky action at a distance. Se pravi, gre za to, da imate torej recimo 2 mački, ne? Potem pa jih imate še vedno v črni škatli, ne? Zaprte. Škatlo razdelite na 2 dela, še vedno ne veste, katera je katera, mislim, kakšnem stanju sta mački. Potem pa eno mačko odpeljete recimo, ne vem, na en konec sveta, v New York, drugo pa na drugi konec, recimo v Moskvo. Ne? In potem te mačke so zdaj v prepletenem stanju. Se pravi, vi ne veste, v katerem stanju sta, ampak takrat, ko boste odprli škatlo v New Yorku, ne, boste not pogledali, recimo, da sta mački v začetku v stanju, da sta bili posodi, nista bili ločeni. Se pravi, da sta ali obe živi ali pa obe mrtvi. Recimo, da je ena živa, nič pa mrtva. Ne. Torej sta samo obe mrtvi ali pa obe živi. Ne. Če se je strup razlil, sta obe poginili, ne, če pa ne, sta pa obe živi. Ne. Ampak zdaj tisti hip, ko pogledate v škatlo v New Yorku, ne, seveda tisti hip veste, seveda, ne, če je ta živa, da bo una v Moskvi tudi živa. Ne. Ampak ne samo to, v kvantni mehaniki se tisti hip spremeni stanje mačke v Moskvi. Se pravi, pred tem je bilo stanje mačke v Moskvi superpozicija, živa plus mrtva. Ne. Ko ste vi pogledali mačko v New Yorku, ne, se je tisti hip spremenilo tudi stanje mačke v Moskvi v živa, recimo. Ne. In to je nekaj, kar se pa da koristiti. Ne. To je nekaj, kar se da koristiti. To je ta tako razvpita nelokalnost kvantne mehanike. Ne. In vprašanje, ki se nam takoj poraja, a se da na ta način mogoče informacijo prenašati, ker to se zgodi v hipu. Ne. Tukaj hitrost svetlobe ni ovira. Ne. Tako se postavlja vprašanje, se da mogoče na ta način informacijo prenašati. In odgovor je, da, seveda, pogojno, ampak ne pa v hipu. Ne. Informacijo se da prenašati, in sicer kvantno informacijo, ampak potrebujete pa še klasičen telefon, ne, ki deluje pa maksimalno svetlobno hitrostjo, ki posreduje še en bit klasične informacije.
Torej, tale zadeva, te EPR pari nam omogočajo torej dve fascinantni možnosti. Tako imenovano kvantno teleportacijo, o kateri nimam časa nič več povedati, kot vidim, in pa povsem varno komunikacijo. To je pa nekaj, kar je spet tehnološko zelo zanimivo. Take pari nam omogočajo, da pošiljamo sporočila spet za kriptografe, oziroma recimo za banke je to zanimivo, ali pa za vojsko, da pošiljamo sporočila iz enega točke A v točko B, praktično brez nevarnosti za prestrežbo. Ker če nekdo tretji prestreže sporočilo, se kvantno stanje nečesa spremeni in tisti, ki ne bi sporočilo sprejel, ve, da je bilo prestreženo in ga lahko spremeni. To je nekaj, kar je dejansko že dostopno. No in še več, danes znajo prepletenost ustvariti v laboratorijih že tudi za recimo bolj zanimive sisteme, kot pa recimo tukaj, v tem primeru gre za fotone. V preteklih letih, recimo 10 let nazaj se je začelo vse skupaj, so delali predvsem prepletena kvantna stanja fotonov. V zadnjem letu ali pa dveh se pa nekako eksperimentalni laboratoriji tekmujejo na področju ustvarjanja kvantnih prepletenih stanj bolj zahtevnih kvantnih sistemov, recimo že skoraj makroskopskih teles. Tole je bilo recimo pred parimi meseci, je bil en zelo odmeven članek v reviji Nature, kjer so poročali o prepletenem kvantnem stanju enega kubita in pa kvantnega stanja električnega toka, tako imenovanega Josephsovega kroga, in pa nihanja kovinskega jezička, se pravi mikrometrski kovinski jeziček, ki je že skoraj kot mačka, v primerjavi z atomom, lahko niha ali pa ne niha, ali pa niha v nekem zbujenem kvantnem stanju, in uspeli so ustvariti prepleteno kvantno stanje električnega toka in pa vibracije tega kovinskega jezička. Torej nekako gremo v smeri dejansko Schrödingerjevega eksperimenta z mačkami, bi lahko rekli. Ja, jaz mislim, da bom zdaj moral končati, ampak samo še za konec, recimo zadnjo minuto, da nekaj povem o tem, s čim smo se pa mi igrali, recimo v zadnjih, pred recimo 6-7 leti, ko smo se začeli za to zanimati, je pa povezava med možnostjo uporabe kaosa za stabilnost kvantnega računanja. In zdaj tale črna škatlica U, ki dela nek kvantni postopek, je z našega stališča, pravzaprav, kako bi jo lahko analizirali, lahko kaotična ali pa regularna. Čeprav različni kriteriji kaosa, kot je Matuljev pojav v kvantni mehaniki, ne delujejo, postajajo pa kakšni drugi kriteriji kaosa. In glede na to smo pokazali v letih 2001-2005 v nekaj člankih, da je pravzaprav kaotična kvantna dinamika je bolj robustna na zunanje motnje kot pa regularna. In to je bilo na prvi pogled zelo presenetljivo, ko smo pa dobro to stvar pogledali z različnih kotov, smo pa videli, da je pravzaprav zelo splošno in zelo robustno. Se pravi, da kaos lahko pomaga pri tem, da je kvantni postopek bolj robusten. Tukaj so pač neki diagrami, ki kažejo, kako recimo se tale količina, ki to karakterizira, to je tako ena kvantna zvestoba, se pravi, ki pove, kako je zdaj idealno kvantno stanje blizu nekemu kvantnemu stanju nekega motenega postopka, recimo, da imamo kvantni računalnik, ki ima imperfekcijo, ki ima malo nečistoč noter, potem bo neki moten postopek izvedel. Ampak tale zvestoba, ki pravi, koliko je zdaj tale zadeva dobra, se pravi, koliko sta teda blizu, če sta zelo blizu, je tale zvestoba 1, če sta malo narazen, je zvestoba manj kot 1. Kako hitro ta zvestoba pada, je odvisno tudi od kaotičnosti tega kvantnega postopka. In če je bolj kaotičen kvantni postopek, to je na spodnjem diagramu, je ta zvestoba večja, tale delta je pa motnja. Če tale motnja je 1%, vidimo, da pa zvestoba počasi pada, v regularnem postopku je pa motnja 1% zelo hitro, povzroči zelo hitro pojemanje zvestobe. Tako da nekako smo si, v tem smislu smo pa hoteli pokazati, kaos lahko tudi pomaga. Hvala lepa. Ja, hvala Tomaž za to zelo zanimivo predavanje. Vem, da je zelo težko predstaviti tako področje, ki je tako na po eni strani abstraktno, po drugi strani pa tako filozofsko lahko vpliva na nas, pa upam, da ste vsi dobili en okus o tem, s čim se Tomaž ukvarja, s kakšnimi problemi se ukvarja, pa da vas bodo ti problemi začeli malo bolj zanimati, mogoče čisto zasebno. Tako da prosim pa, če se zdaj lahko sede, pa malo pa se še pogovoriva. Zdaj, prvo vprašanje, ki ga vsak, ki govori o kvantnih računalnikih, dobi je, kdaj lahko pričakujemo kvantne računalnike na naših mizah? Ja, to je zdaj zelo zahtevno vprašanje, mislim, sploh pa jaz nisem
se v laboratoriju bolj slabo znajdem ali pa se sploh ne poskušam. Ne. Bom še teže najbrž kaj rekel. Ne. Ampak mislim, da sploh ni vprašanje kdaj. Ne. Če se vprašamo kdaj, se je težko odgovoriti. Če pa se vprašamo če sploh, pa mislim, da je odgovor zelo jasno da. Ne. Ker se druge možnosti skoraj ni. Ne. Če vemo, da v principu stvari delujejo, bojo enkrat delovale. Ne. Še vedno tako bilo. Ne. Tako da jaz nisem pesimist. Ne. Kaj pa ocena, čisto taka? Ne vem, jaz bi rekel tako, da bo zares kaj uporabnega, ne, ker bo šlo preko. Ne, to je zdaj zelo odvisno, kaj želimo od kvantnega računalnika. Recimo za simulacijo, eno področje uporabe kvantnih računalnikov je bolj v smislu tega, kar je Feynman predlagal, ne, simuliranje kvantnih sistemov, simuliranje many body, se pravi večdelčnih kvantnih sistemov, ki so zanimivi iz stališča teorije trdne snovi, teorije polja in tako naprej. Take stvari bojo relativno kmalu, ne. Take stvari bojo relativno kmalu. Ker to mogoče, ne vem, nekaj je pravzaprav že, ne, ampak tako da bojo zares zanimive stvari in da bojo šle preko tega, kar se da z klasičnimi stroji izračunati mogoče 10-20 let. Medtem ko neki general purpose kvantni računalnik, ne, to pa mogoče tudi 100 let, ne vem. Smo še zelo daleč. Ne. A problemi so predvsem tehnološki tukaj seveda, ne, tukaj teoretičnih problemov načeloma. Ja, nekateri sicer povezujejo te probleme tudi z bolj konceptualnimi problemi. Ta dekoherenca, ne, je stvar, ki je zelo prežeta, ne, mislim, prežema, tako da ampak jaz mislim, da vsem problemi so v glavnem tehnološki in se bojo rešili, ne. Jaz mislim, da ne, seveda je glavni kritiki kvantnega računalnika včasih rečejo tudi, ne, zakaj pa potem narava kvantnega računalnika ne uporablja, ampak ne, v resnici ga uporablja, ne, ampak v prikritem smislu, ne, sej, da vem, pač določeni pojavi v fiziki trdne snovi so v bistvu neke vrste kvantni računalniki, ne. Koherentni pojavi, ne vem, čeprav seveda, ne, to se da debatirati, ampak. Sej, ampak vemo pa že približno, kaj se da z računalniki, kvantnimi računalniki, kaj se bo dalo početi, ne, se pravi, kakšne tipične probleme se bo dali z njimi reševati, ali se to tako splošno uporabni kot navadni računalnik, ali je to zdaj nekaj čisto posebnega, kar tiče programiranja takih reči? Ja, ena stvar, ki je zelo, ne, to je tudi ena od kritik mogoče kvantnega računalništva, je to, da nimamo zelo veliko kvantnih algoritmov na mizi, ne. Imamo praktično ta dva, ki sem jih omenil, pa še nekaj bolj marginalnih ali bolj matematičnih, ne, ki so še manj uporabni, ne. Ampak jaz mislim, da tale Grover algoritem, quantum search oziroma kvantni iskalni algoritem je potencialno zelo splošno uporaben, ne, ker nam omogoča, kot sem rekel, ne, iskanje skozi seznam rešitev problema, ne. In to pohitri za kvadratni koren nikogar tako ne navduši kot eksponentna pohitritev, ne. Vsi bi radi imeli eksponentno pohitritev, ne, ampak ker se pa eksponentne pohitritve tiče, ne, smo pa v dvomih, ne, če dejansko kvantni računalnik zna stvari zares eksponentno hitreje početi, ne. To je bila napoved na začetku, ne, ki je povzročila velike euforije, ampak tukaj smo pa zdaj bolj realni, ne. Mislim, vprašanje, če bomo naredili eksponentni speed up, ne, ampak morda pa kvadratni koreni se ni tako slabo, ne. Saj še imamo nekaj časa, do takrat smo slišali. Ja, no, ampak to so fundamentalna vprašanja, ne, ali je sploh možno stvari narediti hitreje, ne. Ja. Zdaj si omenil, da obstajajo pa neke druge naprave, ki izkoriščajo te ravno kvantne pojave, ne, da se že v praksi dajo uporabljati, pa mogoče če lahko kaj več o tem poveš, kdaj lahko pa recimo kakšne druge naprave pričakujemo, da jih bomo vsakodnevno uporabljali? Ja, ne vem, recimo mislim, da že 2000, da je bilo pred 6-7 leti so na Dunaju poročali, ne, skupina profesor Zeilingerja, da so nakazali avstrijska banka, ena je pač prvo uspešno nakazilo, bančno nakazilo po popolnoma varnem kvantnem kanalu, ne. Se pravi, kvantna kriptografija oziroma kvantna komunikacija je nekaj, kar je eksperimentalno tako rekoč že zunaj, ne. In to bo prav gotovo nekaj, kar bo šlo naprej, ne, kar ne bo, zdaj zaenkrat seveda stvar zelo draga, pa zelo eksotična, ne, ampak to je nekaj, kar bo šlo naprej in bo pravzaprav del naše telekomunikacijske infrastrukture mogoče postalo tudi s časom. Se kaj je glavna prednost tista kvantne kriptografije v primerjavi s klasično? Ja, zaenkrat je predvsem varnost, ne, se pravi, to, da lahko kontroliraš, ali je sporočilo res bilo varno prenešeno, ne, ali pa morda prestreženo, ne. Zdaj, kar se hitrosti prenosa tiče, mislim, da ni, počasneje, ne. Ampak da se menda načeloma ugotoviti, ali je bilo sporočilo brano vmes. To je glavno, ne, to je glavno, ne. To se da videti. To je varnost, ne, zato te stvari mogoče znanstvenikov ne zanimajo toliko kot pa kakšne potencialne uporabnike, ne. Zdaj, če gremo malo še na področje kaosa, ne. Tukaj smo ugotovili, zdaj determinizem sploh ni vprašanje, cel svet je kaotičen, bolj kot ne okrog nas, ne, se pravi, ali je determinizem ali ni determinizma, sploh ni vprašanje.
A se sploh splača še kaj planirati po tem življenju? Kako živeti s tem filozofsko, če vemo, da je vse naključno oziroma da se nič ne da v življenju planirati? Ali se da kaj planirati v življenju? Kako filozofsko to na človeka vpliva, ko se s tem ukvarja? To je zdaj vsakega posameznika, po mojem. Glede tega ni teorija kaosa nič novega povedala. Ne? No, ali pa je mogoče. Ne? Tisti, ki najbolj zavzeti zagovorniki determinizma, ne? Mogoče so zdaj malo razočarani. Ne? Čeprav seveda, ne, to sem mogoče pozabil poudariti, teorija kaosa, tako kot sem jo razložil, ne deluje samo v klasični fiziki, ne, v kvantni fiziki ne deluje, ne, tam Metuljev pojav ne deluje, se pravi, eksponente občutljivosti in začete pogoje ni več, ne. Tako da ne vemo posebno natančno, ne, v kvantni fiziki pa morda determinizem ni bolj robusten kot pa v klasični fiziki. Seveda imamo potem ta problem slučajnosti pri merjenju, pri opazovanju, ne, ampak spet imate zelo različne interpretacije kvantne mehanike, ta tako na many worlds oziroma interpretacija paralelnih svetov, ne, ki je zelo privlačna za kakšne piste znanstvene fantastike. Ne. Ta pravzaprav ne zahteva nobene stohastične, nobene meritve, ne. Pač samo na neki stopnji, ne, ko bi vi rekli, a se zdaj mačka odloči, a bo živa ali mrtva, ne, se pač zgodovina loči in obstajata dve mački. V eni realnosti je živa, v drugi realnosti je mrtva. Ne, in zdaj pa so what, ne. Zdaj ravno si omenil, da pač pravega kaosa v kvantni mehaniki ni, ne? Ampak vseeno imamo pa pojave, kot so prepletenost, te reči, interference, ne? Za katera mehanika je potem bolj kompleksna, recimo čisto stališča obravnave in vsega tega. Kvantna mehanika, klasična mehanika, če nekako kompleksno definiramo, katero si ti bolj predstavljaš kot? Kvantna mehanika je prav gotovo bolj kompleksna, ne, zaradi tega načina, kako sestavljamo sisteme skupaj, ne. Ker ko jih v kvantni mehaniki skupaj sestavljamo, ne, se eksponencira velikost Hilbertovega prostora, torej velikost prostora stanj, ne, ki jih moramo imeti nekje pač v obziru, ne, za kvantne sisteme gre eksponentno, ne. Medtem ko v klasični fiziki gre pa samo linearno številom delcev, ne. To je nekaj, kar se sicer sliši zelo suhoparno, formalno, ne, ampak pač to je tisto, kar nas nekako, kar naredi kvantno fiziko bolj kompleksno, ne. Preprosto, ne, mislim. Je tudi vir seveda veliko, motivacija za zelo poglobljene študije v zadnjih letih na tem področju, ne, kako bi pravzaprav to kvantno kompleksnost obvladali, če se jo da obvladati, ne, ker veliko odprtih problemov v teoretični fiziki je zavisi od tega, ne, bomo znali to kvantno kompleksnost obvladati, pa bomo morda znali razložiti, ne vem, morda visokotemperaturno preprovodnost, neke kolektivne pojave v močno sklopljenih kvantnih sistemih, katerih teoretično zaenkrat nimamo pojma, od kje pridejo. Te so morda posledica tega, da je kvantna mehanika kompleksna, da je pač živi v tako ogromnem Hilbertovem prostoru, ki ga ne znamo pametno urediti. Zdaj, če se že pogovarjamo o teh čudnih mačkah, ko smo videli, ko so lahko žive, mrtve hkrati, ne. Zdaj, kvantna mehanika je prišla, nadomestila klasično mehaniko, ne, pa je cel boom bil, še zdaj ne razumemo, ne. Ampak kaj, če še mogoče ne vemo končne teorije, rečemo tukaj, kaj pa če je še kaj za kvantno mehaniko? Se da kaj povedati, mogoče zadnja teorija, ki je čisto deterministična, pa se da kaj v tej smeri? Seveda ljudje se ukvarjajo s temi idejami, premetavajo te ideje, ne. Sploh v zadnjih letih so se pojavile še neke nove ideje, ne. Niti ne vem, kako bi jih v slovenščini opisal, ne, ampak še hujše nelokalnosti, ne. Gre za to, kako nelokalno teorijo si lahko privoščimo, da bo še vedno kompatibilna z opazovanji, ne. Kvantna mehanika je že precej nelokalna, ampak zamislimo si lahko še bolj nelokalne teorije, ne, torej, ki še bolj, torej gre za pač za študije, s katerimi je začel Bell, ne, John Bell, ki se imenujejo Bellove neenačbe, ne. Torej, ko merimo nelokalnost oziroma tako neke korelacije, ne, med recimo določenimi deli sestavljenega sistema, ne, potem kvantna mehanika krši določene neenakosti, ki jih lahko dokažemo, ne, da jim mora zadoščati vsaka teorija, ki je zadosti lokalna, ne. Torej, kvantna mehanika te neenakosti krši, ampak spoštuje pa neke druge neenakosti, ne. In se zdaj lahko vprašamo, kaj pa teorija, ki bi kršila še one neenakosti, ne, ta je še bolj nelokalna, ne. Ampak pa seveda, ne, če se prav, nisem specialist daleč od tega za te stvari, ampak ko sem se pred kratkim pogovarjal z ljudmi, ki so bolj specialisti, so rekli, da tiste teorije nekako so vse tako zelo čudne, ne. Tako da, seveda, stvar, ki je zelo v povoju, ne, mislim, da se zelo dogaja, ne, skratka, je težko povedati zadnjo besedo, ampak mislim, da je eno od mnenj, ki so kar dosti
kar dosti utemeljena, ne, je pač, da se da kvantno mehaniko nekako izpeljati, ne, iz nekakvih zelo splošnih filozofskih predpostavk, ne, da ne more biti hujše kot je kvantna mehanika. Kvantna mehanika je že zadosti huda teorija. Ne. Jaz osebno imam tle tudi en tak pogled, ne, bom rekel še drugačne. Kvantna fizika pravzaprav, ali pa kvantna mehanika ni niti neke vrste teorija. Ne. Kvantna mehanika je v bistvu neke vrste matematični okvir za opis narave. Ne. Teorija je pa pol tista škatlica U, ko sem tam napisal, ne. Tista črna škatla U, kaj bo žal tam noter. Fiziki pravimo temu Hamiltonijan ali pa Lagrangijan ali pa karkoli že. Ne. Tisto je pol teorija. Ne. Tiste se pol fiziki prerekajo, bojo dali standardni model ali un ali tretji ali četrti. Ampak kvantna mehanika, dejstvo, da ti živiš v Hilbertovem prostoru, ne pa v realnem prostoru, ne, da imaš kvantne superpozicije, pa prepletenost, pa tako naprej. To pa mislim samo en framework, ne, za opis narave. Ne. To je moj zelo oseben interpretacija. Ne. No, hvala za ta pogovor. Jaz mislim, da bomo publiki prepustimo še kakšno vprašanje, da vidimo, sigurno se je pojavilo vmes kakšno vprašanje. Zdaj pred časom je Wolfram prišel ven s tistim novim špehom od knjige, pa s tistim pravilom 30. In on seveda, mislim, navija za determinizem. Pač, da to je irelevantno, lahko mi vidimo iz obnašanja, lahko tudi trejsimo nazaj k izvoru, ker njegovo pravilo je enostavno, sem tistih 8 pravil in evolucija pa sproducira popolnoma nepredvidljive rezultate. Sej to je na nek način podoben kot to, kar sem rekel, pač teorija kaosa. Ne, pač, mislim, da je v bistvu nekako irelevantno vprašanje, ne, ali je determinizem ali je slučajnost. Ne. Sej v bistvu je determinizem, sam je, pač Wolfram je pač ta celičen avtomat, ki je zelo preprost, ampak je pa pač informacija, ki je spravljena v začetnem pogoju, tako komplicirana, ne, da je bolj tisti avtomat, to kompleksnost informacije sem pa tja preklada. Ne. Ja, recimo ena pravila producirajo popolnoma enostavne in ponavljajoče se strukture. In recimo sam določena pravila pa sproducira nekaj, kar je popolnoma... No, to bi lahko razumeli tako naivno kot regularna in kaotična pravila. Ne. Pač ena so, ali pa integrabilna bi jim včasih lahko tudi rekel. Ne. Tista, ki regularne vzorce producirajo, pač ne producirajo kompleksnosti, ne. So nekako regularne. Ne. Pa imaš pa kakšna pravila, ki lahko delajo vse živo. Ne. In dobro, ampak kaj bojo naredila, je odvisno od pogoja, od začetnega stanja avtomata. Ne. Zdaj, jaz ne vem, no, sicer zdaj, to je pač bolj tako, ne, to je seveda zelo špekulativno, ne, kar pač Wolfram počne, ne. Zdaj, lahko imaš to rad, lahko nimaš to rad, ne. Zdaj, to je stvar, to je bolj filozofsko vprašanje, kot pa znanstveno vprašanje, ne. Mislim, ni daleč od tega, da bi imeli kakšnokoli eksperimentalno relevanco, ne. Pač nekako si moramo razložiti, kako stvari delujejo na nekem nivoju, ampak imamo še veliko predlogov, ne, ampak ne vemo, kateri je smiseln. Ja, se v končni fazi je relevantno, je determinizem, ne, ker imamo pač te efekte in v končni fazi se zdaj, če smenimo že od tega, a bojo računalnike, ne, dosti ljudi niti ne zanima, ali je deterministično ali ne. No, mislite kvantne računalnike? Ne, mislim pač, da imamo določene efekte v kvantni mehaniki in drugega niti ne zanima ljudi druge reči. Ja, ampak kvantna mehanika je, no, saj če imate še proces merjenja zraven, ni deterministična teorija, ne. In seveda, ne, če gledate kvantno mehaniko, merjenje je vedno, da nekdo od zunaj gleda, ne, se pravi. Zdaj, če pa s kvantno mehaniko pišete cel univerzum hkrati, ne, potem lahko reče, da je deterministična teorija, ne, ampak to je zdaj tako, ne, mislim, težko je pač v enem zamahu vse probleme rešiti, ne. Ja, kaj pa to, mislim, koliko je tu gotovo, sploh, prej ste rekli, da tu je en framework samo, ne, bi bilo možno, da bi še kakšna razlaga prišla, ki bi lahko nadomestila to obstoječo in jo pojasnila v smislu, determinističnem smislu. Ja, jaz osebno nisem pristaš te ideje, ne, ampak seveda to je sigurno možno, ne. Jaz imam osebno kvantno mehaniko zelo rad, ne.
Se mi zdi, da je to, ne vem, en tak dosežek človeškega duha, ki mu ni primeren. In da že samo dejstvo, da smo sposobni bili sprejeti tako absurdno teorijo in se je izkazalo na koncu pravilno, je zanimivo. Ker smo treba kar nekaj časa počakati, da so v laboratorijih potrdili, da pač se te neenakosti dejansko delujejo in da kvantna mehanika res ni lokalna teorija. To je bilo... Ampak seveda, zdaj, kaj bo pa prišlo, pa težko reči. Ne moreš... Zato sem rekel, da se mi zdi kvantna mehanika nekaj več kot teorija, ampak to je moj oseben pogled. Še kako drugo vprašanje z publike? Je nič, če ni drugih vprašanj, potem bi se pa najlepše zahvalil za tole predavanje, ker upam, da je bilo vsem nam v veselje. Tako da, hvala še enkrat.